Lep pozdrav tudi z podjetja Talum. Sem Kristjan Lipovac in sem v Talumu zaposlen kot tehnolog za ekologijo. Pri svojem delu se ukvarjam z zagotavljanjem skladnosti sistema, ravnanja z okoljem in obvladovanje vseh okoljskih vidikov. In pa tudi v Talumu, tako kot so že pretekli predstavljalci poudarili, je to področje obvladovanja odpadkov vzpostavljeno že dalj časa. Res pa je, da se spreminja in izpopolnjuje skladno z drugimi spremembami. Bodisi je to na zakonodajnem, bodisi na organizacijsko-tehničnem področju v podjetju. Nekaj o Talumu, tudi mi smo podjetje z bogato zgodovino, tudi mi bomo kmalu praznovali 70 let, kar smo v Kidričevem začeli proizvajati primarni aluminij. Družba je organizirana kot pogodbeni koncern s skoraj 1500 sodelavci ob koncu leta 2020. Večinski lastnik družbe je Eles z nekaj več kot 85% lastniškega deleža. Prihodki v letu 2020 so znašali nekaj več kot 260 milijonov evrov. Prikazana je organizacija znotraj družbe Talum. Talum sestavlja 5 poslovnih enot in prav toliko odvisnih družb. Predstavil bom proizvodne, poslovne enote in odvisno družbo. V poslovni enoti Aluminij poteka proizvodnja primarnega aluminija, livarskih zlitin, drogov, širokega traku, vrši pa se tudi zbiranje in predelava odpadnega aluminija. V poslovni enoti Ulitki se z nizkotlačnim, visokotlačnim in gravitacijskim litijem proizvajajo ulitki za avtomobilsko industrijo, toplotno tehniko in elektroindustrijo. V proizvodni enoti Rondelice se proizvajajo rondelice za embalažno panogo, predvsem tube in doze za farmacevtsko, prehrambeno in kozmetično industrijo. Proizvajajo pa se tudi rondele, ki se vgrajujejo v dna nerjavnih posod za kuhanje. V Talum izparilniki poteka proizvodnja široke palete aluminijevih prenosnikov, narejenih po tehnologiji Roll-Bond. Ostale poslovne enote in odvisne družbe pa so servisne in storitvene družbe skupine Talum. Visoka mera zavedanja in skrb za okolje je v Talumu prisotna že veliko časa. Glede na proizvodni proces in tehnologije skozi čas so se te nadgrajevale in zamenjevale tudi iz razloga večje skrbi za okolje in je to zavedanje skrbi za okolje že implementirano v razmišljanje vsakdanjega ravnanja in pa tudi bodočega načrtovanja v strategiji družbe. Vsebinsko skoraj tretjina politike skupina Talum govori neposredno o skrbni in učinkoviti rabi virov in skrbi za okolje. Tudi v ustreznem ravnanju z odpadki neposredno. Krožno gospodarstvo in s tem skrbno gospodarjenje s sekundarnimi surovinami je ključno za trajnostni razvoj in krepitev konkurenčne prednosti na trgu. Na sliki je predstavljena vrednostna veriga aluminija, vse od pridobivanja boksita do recikliranja. V zelenem trikotniku je prikazan obseg Taluma od proizvodnje primarnega aluminija, proizvodnje izdelkov, polizdelkov in vračanja materiala v luči krožnega gospodarjenja ponovno v proces proizvodnje aluminijevih izdelkov. Princip krožnega gospodarstva v tej verigi zagotavlja, da je CO2 odtis na desni strani pomaknjen proti desni zelenemu odtisu, zelenemu stopalo v tej luči neposredno. Nekaj dejstev, ali zakaj krožno gospodarstvo in trajnostni razvoj dojemamo kot konkurenčno prednost. V letu 2020 smo namreč prvič v zgodovini strukturo vhodnega materiala za proizvodnjo aluminijevih izdelkov spremenili v korist kupljenega primarnega aluminija in sekundarnega reciklažnega aluminija. Gre kar za pomembno in veliko prelomnico v zgodovini podjetja, s čimer smo prepolovili porabo energije na tono prodanih izdelkov. Za proizvodnjo produktov iz sekundarnih materialov se namreč porabi bistveno manj energije kot pa za proizvodnjo primarnega aluminija. Za prehod na krožno gospodarjenje in to tranzicijo in pa zagotavljanje trajnostne vrednosti so pa poleg močne volje in pa zavedanja potrebne tudi investicije. V zadnjih 10 letih smo v investicije vložili več kot 150 milijonov evrov. Investicije so bile namenjene
razvoju, modernizaciji BAT tehnologij, vpeljavo novih BAT tehnologij in pa varstvo okolja posredno in neposredno. Na sliki je prikazan ta investicijski cikel in pa vrednost investicij v posameznem letu. Aluminij je material, katerega potreba se bo v prihodnje zagotovo strmo povečevala v vseh sektorjih uporabe. Z svojimi lastnostmi gre za material, ki je bi rekel 100% reciklabilen, lahko ga vedno znova predelamo in s predelavo ne izgublja svojih lastnosti. Zato je z vidika krožnega gospodarstva izjemno pomembno dobro obvladovanje materialnih tokov aluminija v kakršnikoli obliki, bodisi v obliki sekundarne surovine, stranskega proizvoda in pa tudi odpadkov. Tukaj v praksi zaživi narobe obrnjena piramida prednostnega ravnanja, ki je prikazana na sliki. In zakaj? Ker je takšno ravnanje boljše, učinkovitejše, tako okoljsko kot logistično, zagotovo pa tudi stroškovno. Pri proizvodnji aluminija v talamu seveda nastajajo odpadki. Letno nastane med 9000 in 12000 ton odpadkov, od tega je približno 90% nenevarnih odpadkov. 75% vseh odpadkov pa predstavlja aluminijeva žlindra, ki vsebuje visok delež aluminija. Trenutno mednarodni konzorcij aluminijske industrije aluminijevo žlindro še vedno obravnava kot odpadek. V Talum ima tudi okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov, smo predelovalec za 17 številk odpadkov v skupni količini 110 000 ton s postopki predelave R4, R12 in R13. Talum je vpisan tudi v evidenco zbiralcev odpadkov za aluminijevo žlindro in v evidenco prevoznikov in nenevarnih odpadkov. Sistemsko in parcialno po poslovnih enotah in odvisnih družbah spremljamo približno 10 ciljev in kazalnikov, ki so neposredno vezani na odpadke in pa ravnanje z odpadki. Vsi cilji in kazalniki so merljivi in pa kar je zelo pomembno, so za njih zasledovani trendi. Pri obvladovanju sistema je pa ključna dobra komunikacija, najprej znotraj ekipe, ki se ukvarja s tem sistemom, pa potem tudi komunikacija do naših sodelavcev. Z nenehno komunikacijo, osveščanjem in pa predstavitvami primerov dobre prakse lahko zagotavljamo vzdržnost sistema. Omenil bi še to, da podjetja, s katerimi sodelujemo pri obvladovanju odpadkov, tretiramo kot partnerje v pravem pomenu besede. So tisti, ki naš sistem ravnanja in pa obvladovanja dobro poznajo, skupaj z nami se razvijajo in nekako soustvarjajo pogoje za dobro obvladovanje. Nenazadnje nam pa s svojimi izkušnjami pomagajo pri vzpostavitvi sistema, pri izboljšavah na sistemu in pa pri implementaciji novih tehnologij, bodisi tehničnih, bodisi nekih logističnih izboljšav v našem sistemu. Ekipa, ki deluje na sistemu obvladovanja odpadkov, je sestavljena iz pooblaščenca za okolje in tehnologa za ekologijo, ki delujeva sistemsko na nivoju sistema družbe Talum, sva odgovorna za obvladovanje delovanja sistema in pa za skladnost sistema z zakonskimi in drugimi zahtevami. Na nivoju poslovnih enot oziroma odvisnih družb pa delujejo zadolžene osebe za ravnanje z okoljem, varnost in zdravje pri delu ter upravljanje z energijo, katerih zadolžitev je implementacija sistema v dotični poslovni enoti oziroma odvisni družbi. Na drugi strani je pa zelo pomembna ekipa 6 sodelavcev, ki operativno manipulira z odpadki. Kot sem že prej omenil, za dobro delovanje sistema je sodelovanje in pa komunikacija ekipe ključna. Seveda govorim o komunikaciji v vseh smereh. Logistika. Na lokaciji industrijske cone je postavljenih 27 ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov, ki bodo vidni na shemi na naslednji strani in so pozicionirani in opremljeni optimalno na potrebe proizvodnje in pa logistiko prevoza odpadkov. Odpadki se nadalje zbirajo v zbiralnici odpadkov, kjer se po potrebi dodatno ločijo. Volumen odpadkov zmanjšujemo s 4-komorno stiskalnico odpadkov in pres zabojnikom.
Imamo več kot 150 lastnih zabojnikov za zbiranje odpadkov različnih velikosti, glede na potrebe. Za prevoz odpadkov pa uporabljamo dve profesionalni vozili za prevoz odpadkov. Pogled na industrijsko cono, na layout industrijske cone, da si boste lahko predstavljali, ta meja omejuje približno 175 hektarjev površine. Na načrtu so prikazane določene premišljene lokacije ekoloških otokov družbe Talum. Seveda se po potrebi in pa s časom te lokacije tudi spreminjajo. Znotraj podjetja je vzpostavljen sistem internega naročanja odvozov odpadkov, ki je implementiran v naš poslovno-informacijski sistem. Ko so zabojniki na ekološkem otoku polni, zadolženi sodelavci v poslovni enoti preko sistema naročijo odvoz odpadka, opredelijo številko in pa predvidijo težo. Ekipa se na podlagi teh podatkov lahko organizira in optimira logistiko odvažanja v zbiralnico odpadkov, kjer se odpadki pripravijo na nadaljnje predaja oziroma prevzem. Uvedena je v podjetju dodatna klasifikacija odpadkov glede na izvor odpadka oziroma izvor nastanka odpadka. Odpadki, ki nastanejo pri projektih, pri rušitvenih delih, v remontih, kot je kolegica pred mano omenila, in niso posledica proizvodnega procesa, se lahko dodatno klasificirajo in izločijo z naše interne evidence, kar je zelo pomembno za zagotavljanje relevantnih evidenc pri spremljanju naših internih ciljev in pa kazalnikov. Na podlagi tehnih listov se preko sistema internega naročanja kreirajo interni evidenčni listi pošiljk odpadkov, kateri se podatki nadalje prenesejo v ta uradni sistem IS odpadki. S tem so vzpostavljene vse potrebne interne evidence, hkrati je pa ta princip v redu, ker lahko hkrati deluje sistem navzkrižnega preverjanja potrjevanja evidenčnih listov in lahko prej evidentiramo morebitno težavo oziroma napako v sami administraciji. Sistemsko navodilo za delo operativnega ravnanja z odpadki služi kot referenca vsem navodilom, ki opredeljujejo ravnanje z odpadki v posamezni poslovni enoti ali odvisni družbi. Na navodilu so jasno opredeljeni odpadki, ki v dotični poslovni enoti oziroma odvisni družbi nastajajo, pot odpadka in pa vse pristojnosti in odgovornosti pri manipulaciji s temi odpadki. Skladno s spremembami se seveda spreminjajo tudi navodila. Obvladovanje, spremljanje ali nadzor poteka preko sistema notranjih presoj. V Talumu je približno 10 usposobljenih notranjih presojevalcev sistema oziroma standarda ISO 14001. Vodstveni pregledi s predstavnikom vodstva, direktorji poslovnih enot in odvisnih družb pa potekajo 2-krat letno. Okoljski cilji se zasledujejo enkrat na 3-mesečje in se v primeru nedoseganja sprožijo ustrezni ukrepi. Enkrat na 3-mesečje se opravljajo tudi obhodi obratov z zadolženo osebo poslovne enote oziroma odvisne družbe, tehnologom za ekologijo, varnostnim inženirjem in pa gasilcem. Pregledajo se pa vidiki varnosti in zdravja pri delu, okolja ter upravljanja z energijo. Skupaj opozorimo na tveganja v proizvodnji in seveda na priložnosti za izboljšave, ki se z izstavljenimi ukrepi kasneje implementirajo. V interni sistem preventivnih in korektivnih ukrepov so zavedeni vsi ukrepi in se tam vodijo prej naštetih aktivnosti, ki sem jih malo prej naštel. Določene so odgovornosti in roki za izvedbo. Sistem preko elektronske pošte odgovorne obvešča o stanju aktivnosti. Nekaj primerov krožnega gospodarstva in optimizacije v praksi. Pri proizvodnji anodnih blokov se material izrabljenih anodnih blokov reciklira in ponovno uporabi. Gre za optimizacijo porabe materiala in primer krožnega gospodarjenja in upoštevanja prednostnega ravnanja, saj pri tej proizvodnji nimamo opravka z odpadki, ampak se lahko ves material ponovno uporabi v proizvodnji anodnih blokov. V drugem primeru pa zelo pomembno za nas gre za zaprte kroge povratnega materiala. Posli z našimi kupci so dogovorjeni na način, da se ves odvečen material, odrezki vračajo v krogu do nas. Za nas je to bistvenega pomena, saj dobimo surovino, ki je znane sestave in lahko brez težav predelamo v nov produkt.
Obvladovanje manjšega števila lokacij je lažje in praviloma z manj težavami. V preteklosti je vsaka pisarna imela svoj trodelni koš za zbiranje in ločevanje odpadkov. Danes se iz pisarn umikajo ti trodelni koši in so sodelavci, ki delujejo pretežno v administraciji, zadolženi, da odpadke odložijo v skupne koše, ki so nameščeni na hodnikih. Na sliki desno je primer košov v neposredni bližini vodstva družbe. Z zavedanjem in pa z zgledom se dobra praksa širi tudi pri ostalih sodelavcih. S primernimi koši in ostalo opremo smo opremili mesta za odmor za naše sodelavce, predstavljeno na sliki levo. Takih mest je na območju Taluma približno 50. Seveda pa tudi digitalizacija podatkov in e-poslovanje znatno zmanjšujeta število odpadkov. Z e-dokumenti in optimizacijo nadzora nad tiskalnimi napravami se je število kopij neverjetno zmanjšalo. Še nekaj takih direktnih izzivov, ki jih vidimo, poleg vseh ostalih izzivov, če govorimo o izboljšanju sistema krožnega gospodarstva in zagotavljanja trajnostne vrednosti, je prvi ta, da z zavedanjem, da je prevzem nevarnih odpadkov omejen, zagotovo to predstavlja neko tveganje zmožnosti predaje nevarnih odpadkov. V nadaljevanju, kar zadeva čezmejno premeščanje odpadkov, tudi nevarnih, je jasno, da se krogi zapirajo. Danes je že bilo omenjeno, da so določene frakcije, prišlo je do težav premeščanja teh frakcij skozi meje in da je to čedalje težje. In še enkrat to predstavlja tveganja za podjetja in gospodarstvo. Po drugi strani pa manjka sistem evidentiranja čezmejnih pošiljk odpadkov, tako kot je IS odpadki na nacionalni ravni. S tem bi zagotovo bilo čezmejno pošiljanje odpadkov prvič bolj transparentno in drugič zagotovo lažje obvladljivo. Kontinuirana rast stroškov ravnanja z odpadki in prevzemanje odpadkov seveda predstavlja dodatno breme za podjetja. Zato se čedalje bolj krepi to zavedanje, da je delovanje v skladu s piramido prednostnega ravnanja z odpadki, krožno gospodarstvo in pa trajnostni razvoj cenejša, konkurenčnejša in pa mi smo prepričani, da za nas prava pot. Hvala lepa.